Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, lepo pozdravljeni v zadnjem tednu pred novim letom 2024. Ob koncu leta podarjamo ta podcast kot nekakšno darilo, namreč v njem bomo spregovorili o enotnosti telesa in duha. Iskali bomo odgovor na vprašanje, kako se psihična in čustvena stanja odražajo v telesni drži, v gibanju in seveda tudi obratno, in kako lahko spreminjanje telesnih vzorcev vpliva na duševno in čustveno počutje. Prepričana sem, da nam bo naš gost podaril odgovor tudi na vprašanje, kaj pomeni, če se zjutraj zbudimo okorni, brez volje, brez elana, neprožnih sklepov, utrujeni in nemotivirani za življenje, za delo. Odgovoril pa bo tudi na vprašanje, ali so bolečine, naše telesne, fizične bolečine, naše prijateljice ali sovražnice. In tudi, zakaj ima v karieri izjemno opazna, uspešna oseba kar precej možnosti, da bo imela kar nekaj težav v partnerskem, zakonskem odnosu. Spoštovani, z menoj v studiu medijske hiše Delo je Aleš Ernst, avtor AEQ metode iz Brežic in avtor knjige, ki jo toplo priporočam, z naslovom Lahkotno iz kroničnih bolečin, AEQ klinična somatika. Aleš, celo leto smo te pričakovali točno tukaj in točno zdaj. Mislim, da sva ujela najbolj primeren trenutek v letu, in sicer zato, ker ob zaključkih se poslavljamo in pozdravljamo novo. In živimo tukaj in zdaj. Torej, trije časi se zgrinjajo v nek zaključek. In glede na to, da podcast Supermoč je gostil že toliko zanimivih, uspešnih ljudi, se mi zdi, da bo najina zgodba kot resnično darilo za vse nas. Dobrodošel. Hvala za povabilo, pa upam, da bom upravičil vsaj del visokih pričakovanj. Ker lepo v miru, pa greva k imenu, k nekemu temelju podcasta. Namreč ta podcast sem poimenovala Supermoč. Namreč sama osebno sem prepričana, da vsakdo izmed nas poseduje neke lepe, supermočne lastnosti. Ampak recimo, če smo v svetu, kjer ne obstajajo Batmani, Supermani, Spidermani in druga nadnaravna superbitja, ali verjameš v supermoč? Ja, seveda. Vedno se treba najprej vprašati, zakaj so ta bitja, kot je Superman, Spiderman, Batman, sploh tako popularna. In dobimo relativno hiter odgovor zaradi tega, ker je ogromno ljudi nemočnih. In potem seveda je tako kot Tinker Pan ali pa Kralj Matjaž, Peter Klepec, če naše recimo superjunake pogledamo, so imeli skupno lastnost to, da niso bili nemočni, da so dobili moč. In pa se je treba vprašati, zakaj je toliko ljudi dejansko nemočnih, da sploh si želijo ali pa verjamejo v obstoj nekega superjunaka, supermoči, lahko tudi rečemo bogane, in upajo, da jih bo on rešil iz njihove nemoči. Ne? In seveda je prvi superjunak našega življenja, ki ima supermoč, so starši. Ne? Najprej mama, potem pa še oče. Ne? In zdaj, če oni ne morejo upravičiti svoje funkcije kot starši, ne? Ker funkcija staršev je, da poskrbijo za to, da otrok ni nemočen, oziroma da je otrok, drugače rekel, če je otrok akutno nemočen, ker je vsak otrok pač že tak, a priori. Druga neko mu je treba tako, zmenjati stranico. Tako odvisen, tako. Da starš začuti akutno nemoč otroka in pa aktivira svojo v narekovajih supermoč. Zdaj, če gledamo z vidika otroka, je pač starš supermočen, ker lahko naredi stvari, ki otrok lahko samo sanja, tako kot mi kot odrasli, pa si mislimo, kako bi zdaj Superman nas. Ja, rešil. Zdaj, če je starš to supermoč uporabi in otroka uredi, mu da odvzame nemoč, potem dobi otrok občutek, da je pomemben. Ne? Tako, če bi te recimo Superman rešil, ne? Kak je bila ta njegova, ki je bil zaljubljen v njo? Bila Catwoman.
Ne, ona novinarka je bila. Superman, to pa ne vem, točno. Ona časa nisem gledala teh junakov in teh filmov. Ona se recimo počutila zelo pomembno, ker je dal Superman svoj čas pa svojo pozornost. No in zdaj recimo na podoben način se počuti otrok, ko dobi pozornost pa čas od starša. In zdaj, ko starš svojo supermočjo da pomen otroku pa odpravi njegovo nemoč, se pa otrok počuti dobro. Težava pa nastane, če starš ne more, ne zna, ne sme reševati akutnih nemoči pri otroku in potem otrok pristane v kronični nemoči. In pa ta kronična nemoč pa razvije ful močno hrepenenje po kontrastu kronične nemoči, to je pa kronična moč in to je supermoč. Tako da supermoč je zelo tako spet. Ima dve plati, ne? Ja, in recimo IQ metoda ali pa pristop se ukvarja s tem, kako prepoznati pa kronično nemoč ali pa posledice kronične nemoči, ki smo jo razvili najpogosteje v prvih letih življenja, potem pa skozi učenje metode in dvigovanje čustvene zrelosti ter učinkovitosti uporabe čustev razvijamo svojo moč in gremo iz kronične nemoči v večjo moč, večjo, bolj pravilno, bolj učinkovito uporabo agresivnega vedenja. S tem, da zdaj pod agresivno vedenje mislim to dejanski pomen besede agresija, to je premakniti se proti nečemu. Tako da v bistvu se opolnomočiš in razviješ svojo, ajmo reči temu, supermoč, se pravi, da se začneš vesti kot odrasla oseba. Po IQ metodi je pa odrasla oseba tista, ki več problemov uredi, kot pa naredi. In danes je to, lahko rečemo, izziv. Supermoč, če to znaš. Supermoč, ja. Veš, Aleš, ne samo moji gostje, ampak tudi bi rekla širša poslovna srednja v Sloveniji ustvarja, pa hkrati tudi občuti neugoden zeitgeist, neugodno kolektivno atmosfero v Sloveniji. In v zadnjem obdobju, desetletju ali dveh, pravzaprav prihaja vse več do teh dognanj, da vsa zgodba posameznika se seveda začne v otroštvu, ogromno travm pravzaprav ljudje pridelajo v tej najbolj ranljivi eri svojega življenja, recimo. Kako bi pa ti ocenil pravzaprav en tak zeitgeist ali pa atmosfero v slovenski družbi? Kaj so neki, recimo, 3 skupni imenovalci? In kako povprečen slovenski starš poškoduje otroka? Glavni problem sedanjega časa je odsotnost vpliva desne možganske hemisfere na življenje. Ker pač desna možganska hemisfera je tista, ki vidi široko sliko, ki združuje, ki v bistvu zna razumeti in uporabljati vsa čustva, razen jeze. Jeza je edino čustvo, ki je doma v levi hemisferi, primarno. In zdaj glavni problem je ta pomanjkanje vpliva desne hemisfere, da desna hemisfera vidi v širino in v globino. Se pravi, vidi, da gleda dolgoročno na stvari, dočim leva gleda kratkoročno. In če pogledamo, pa desna hemisfera je ključna za to, da združuje zavest in telo in da združuje našo zavest pa naše telo z kopijo od nas v obliki otroka. Desna možganska hemisfera je ključna za primerno povezavo med materjo in otrokom. Tudi na splošno, recimo, mati večino časa drži otroka tako, da je glava na njeni levi, zato da otrok gleda njeno levo stran obraza, pa njeno levo oko, ki je pod nadzorom desne hemisfere in pokaže veliko več čustev in se pa otrok v bistvu, ko opazuje obraz od mame, se uči
se pravi, vidi, v kakem čustvenem stanju je mati, pa se uči sam izraziti čustva. Zato, ker tudi recimo otrok v prvih letu pa pol skoraj ne uporablja levo hemisfero, ampak sem na desni. In zdaj, glavni problem, kot ga jaz, pa tudi moji učenci, učitelja IQ-ja, vidimo je, da dejansko je ta vpliv desne hemisfere v zadnjih 50-ih, 60-ih letih v bistvu začel strmo padati. V zadnjih 30 letih, ko smo šli v digitalizacijo družbe ali pa tehnologije, sprav smo izgubili to zmotljivost analognega sistema, ki ima napako pa zmotljivost integrirano v delovanje, digitalni pa teh napak ne dela. Smo toliko dvignili učinkovitost pa hitrost funkcioniranja družbe kot celote, od prometa do interneta, do prenosa informacij, kako količino informacij lahko ti recimo v določenem času dobiš. Ker če teh informacij preveč, ali pa če je dogodkov preveč, desna hemisfera zablokira, sploh pri ženski. Ker glavna funkcija desne hemisfere je, da opazuje, kaj se dogaja, da opozori na možno nevarnost. Leva hemisfera ima pa glavno funkcijo, da v bistvu se osredotoči na eno stvar in jo vzame. Prav, če hočete, ne vem, pač, ko greste v trgovino, pa hočete kupiti, ne vem, eno vrsto čipsa, imate v glavi, kjer čips hočete vzeti in se pravi, vaša leva hemisfera ga zmira, zlogira in ga pa vzamete, dočim desno pa cel čas skenira okolje, če vam preti kakšna nevarnost, ker vsako živo bitje na zemlji oziroma žival ali pa bitje, ki ima živčen sistem pa se premika, mora hkrati biti sposobno vzeti nekaj iz narave, da preživi, hkrati pa ne sme postati plen. In ima pa asimetričen živčen sistem, človek ima pa to še posebej močno ločeno na levo pa desno hemisfero, ki imata zato dosti drugačen smisel, kako gledamo na nekaj. In zdaj tukaj pride pa do tega, da če je način življenja prehiter, pa se preveč dogodkov zgodi, desna hemisfera izgublja vpliv in se potem svet gleda samo skozi levo hemisfero. Ta je pa bolj taka ozka, birokratska, načrtna, direktna in je vrhunska v razstavljanju, ločevanju na več, zelo težko pa sestavi ali pa sploh pa je zelo slaba v manipulaciji z živimi stvarmi. Zdaj, če imate vi recimo stroj ali pa neko napravo, ki je neživa, pa jo razstavite in ne boste s tem ubili, ampak jo lahko spet nazaj skupaj sestavite in potem spet deluje. Če boste pa vi hoteli z istim principom, ki ga leva hemisfera obvlada, na sestavne dele razstaviti recimo rožo ali pa sadno drevo, pa ga boste razžagali na deblo, veje, liste, vsega posebej dali, pa ga razstavili, pa te pa rekli, v redu, zdaj sem ga razstavil, zdaj bi ga rad dal pa nazaj skupaj in ne bo nikoli več ostal živ. In zdaj to je tisto, kar sem na začetku rekel, pomanjkanje vpliva desne hemisfere in zato ljudje živijo vedno bolj ločeno, vedno večja je ločenost med materjo pa dojenčkom. To tudi vidite, recimo, nekaj časa, recimo, tako 20-30 let nazaj, ali pa še prej, je postala moda, da se otroka vozi v vozičku, se pravi, ločen od mame. Zdaj smo šli še toliko bolj naprej, pa je prišlo, da so se začeli vozički obračati okrog, tako da otrok gleda naprej. Ne imamo. Zdaj smo dodali potem še, da imamo na telefonu večino časa, tako da njo zanima, ona daje svojo pozornost v čist neke druge stvari in potem ne čuti otroka. Se pravi, pride do tega, da telo zakrči, da je bolj napeta in je potem vpliv otroka na mamo zmanjšan in potem mati poskuša otroka razumeti preveč skozi levo hemisfero in ne gleda ga kot celoto, kot nekaj živega. In potem ne ve, kaj točno mu manjka, oziroma intuicija postane zelo vprašljiva oziroma velikokrat se zmoti.
Ne? In to je pa seveda iz tega naprej sledi pa to, da pride do vedno večjih nepovezanosti, vedno večje napetosti, otrok je vedno večkrat v kronični nemoči, ne? Kar pa seveda za sabo potegne močna čustva, ker nemoč je nekaj, kar je za otroka dejansko smrtno nevarno in potem seveda pritiska na okolje, da nekdo že nekaj naredi. Ja. Zdaj, ker se to ne zgodi, ker je okolje tako ločeno z mišičnim oklepom od svoje notranjosti, da ne more, tudi če ne vem, koliko želi začutiti otroka, kaj dejansko mu manjka ali pa če ima preveč, ne, prije potem, da otrok enostavno ugotovi, da more spontano pa avtentično izražanje recimo občutkov pa čustev pa vpliva na okolje zmodificirati, prilagoditi. Skozi bolezen? Ne, bolezen pa nastane. Ne. Zdaj, se pravi, pa izgubi ali pa mora se odpovedati, ugasniti ali pa saj zelo popačati ali potlačati sposobnost spontanega in avtentičnega izražanja in potem pride do tega, da spremeni mišične napetosti površinskih mišičnih struktur, pa tudi seveda trebušne prepone, ne, ki je zelo povezana z verbalnim izražanjem in pa razvije kronično mišično zakrčenost, ki potem razvije stanje senzorno-motorne amnezije, pa senzorno-motorne odtujenosti, pa senzorno-motorne iluzije. Tako da, če bi že mogel našteti 3 stvari, ki so pereče, so to SMA, SMO, pa SMI, to je spet IQ terminologija, ampak dejansko so to stanja, ki so v živčnem sistemu, ki onemogočajo realen občutek, kaj se dogaja v telesu, onemogočajo realno zavedanje, kaj se dogaja v okolju in kako okolje vpliva na naše telo, onemogoča zavedanje, kako mi vplivamo na okolje in onemogoča zavedanje, da imamo, mi tem pravi, ko rečemo čustva tretje pa čustva druge stopne. Čustva tretje stopne so tista, ki se jih zavedamo, čustva druge stopne so pa tista, ki jih pošiljamo v okolje, pa se jih ne zavedamo. Ne? In ta razlika med tretjo pa drugo stopno pa vodi v to, da imaš recimo neželjene rezultate, da želi si eno, pa si pa kronično ponavlja ali pa skozi ustvarjaš nek neželjen rezultat. A veš, Aleš, zdajle, ko sva ravno po božičnih praznikih, družinskih praznikih, me je pravzaprav, ne bom rekla, da začudilo, vendarle živim tukaj in zdaj, ampak vseeno me je presunilo, da večina mojih kolegov pravzaprav so z neko frustracijo, skrbjo, nezadovoljstvom strmeli proti tem praznikom. Zakaj? Zato, ker se je bližal se trenutek resnice ali soočenja s svojimi lastnimi ljudmi, z družino. Namreč družina vendarle bi morala biti neka oaza mirnosti, radosti, prijaznosti, ampak večina so odhajali na ta srečanja z odporom. To ni dobra popotnica, ampak pozor, to so ljudje, ki so izrazito uspešni po nekih teh zahodno-kapitalističnih kriterijih, recimo, ne vem, gmotno stanje, status, neki karierni premiki in tako naprej. No, to pomeni, da je okolje, v katerega se vračajo, da so v njem bili neučinkoviti, ker osnovni princip, po katerem IQ opazuje pa razume dogajanje, je, da če smo v nečem učinkoviti, nas privlači, če smo v nečem neučinkoviti, nas pa odbija. Kar je seveda logično, glede na evolucijsko, pač, če si bil neučinkovit, si izumrl, če si bil učinkovit, pa nisi. Ne? In zdaj, če recimo grejo z odporom v neko okolje, ali v službo, ali za praznike domov, potem, če se zavedajo tega ali ne, če si priznajo to ali ne, kaže na to, da v tem okolju niso bili učinkoviti. Zdaj, učinkovitost je pa določena z medsebojnim zaupanjem. Ker bolj, ko lahko nekom zaupaš, bolj si učinkovit v tem odnosu, zaradi tega, ker ne rabiš preverjati, kaj počne. Pač se zmeniš, okej, to je tvoja stvar, ki ima za narediti, tudi v službi, recimo, to večinoma vemo, če imamo sodelavca,
ki mu lahko zaupamo, ne, nas privlači. Zaradi tega, ker ko delamo z njim, smo bolj učinkoviti v delu, ko pa če delamo z nekom, ki mu ne moramo zaupati. Ne. Tisti, ki mu pa ne moramo zaupati, nas pa odbija. Ne. In zdaj, recimo, če družini ne moramo ali pa lastnem sorodstvu ne moramo zaupati, potem gremo z odporom domov. Zato, ker se moramo, kaj nas pa toliko trudi, ko smo doma, maska, ki jo imamo na obrazu, ne? Pa maska, pa uklep, ki ga naredimo v svojem telesu, zaradi tega, da nam ne pridejo do živega, ne? Ali pa da ne ugotovijo, ne razkrijejo, ali pa da mi njim ne razkrijemo, kako v bistvu živimo, ker ne živimo tako, ko pač oni mislijo, da mi živimo, ali pa nočemo določenih neprijetnih resnic, kako mi živimo, dati mami, pa sestri, pa očetu, pa babici, pa detku, ker že tako imajo do svojih problemov, kaj bom jaz moril še svojim, in pa v bistvu narediš oklep, da se tisto, kar imaš noter v sebi, ne pokaže na ven, tisto, kar imaš na obrazu, da se ne vidi, tisto, kar imaš v sebi, da se ne vidi na obrazu, ali pa da tisto, recimo, kar nemoč za sabo potegne strah, bes, protest, gnus, maščevanje, samo taka čustva, ki, če jih vidite v očeh nekoga, ne grejo skupaj z božičnim kosilom, pa silvestrovim in tako, in pa poskuša saj za tistih par ur dati gor, igraš, oziroma prikriješ tisto, kar imaš not v sebi. Zdaj, če hočeš pa prikriti nekaj močnega, kar imaš v sebi, sploh če recimo se vrneš na kraj v narekovajih zločina, ali pa dostkrat je dejansko zločin se dogajal, ki ni bil nikoli obravnavan. Mislim, ker raven ljudi, ki recimo pridejo na obravnavo zaradi kroničnih bolečin ali bolezni, pa se pa ugotovijo skozi učenje metode, da so bili spolno zlorabljeni ali pa da je bila zloraba spola, da so v bistvu niso, ne vem, se je rodila kot punčka, doma so pa hoteli ali pa rabili fanta. In pol je tu otrok začut, in pol se tudi do nje bolj ali manj odkrito vedejo, češ kao bož bi bilo, da si moški, ne. In pol taka ženska seveda razvije primarno moško vedenje, čeprav ima žensko telo, in pa seveda to za sabo potegne cel kup problemov, o katerih sem recimo prej govoril. In pa otrok take ženske ni zdrav, ne, ampak ima veliko vročin, vnetji ušes, slabo mu je, ne spi dobro, ima težave z malo veliko potrebo z razvojem, z učenjem, je alergičen na cel kup recimo stvari lahko. In pa priješ pa domov, pa te vprašajo, kak pa si, ne, kak ti pa gre, kaj boš rekel zdaj? Boš rekel, lej, ne gre mi dobro, slabo se počutim, z možem se ne vidiva kaj veliko, če se že meniva o problemih. Daj sem nazadnje začutila, da se me z neko ljubečo energijo dotaknilo, se sploh ne spomnim več, ker če bo to začela govoriti, bo zamorila celo božično. Se pravi, ta srečanja, ki se dogaja recimo za Veliko noč, za Božič, pa za take stvari, so običajno ena velika farsa. Lahko rečemo farsa. Ja. Kar rečeva farsa. Tako, ker ni pa povsod in vedno tako. Večinoma. Večinoma, sploh v Sloveniji, mislim, da še posebej, pa se to drugje nekaj veliko boljš, ampak je ta, kaj jim čem razlagati, se mi tako ne znajo pomagati. Ne. Sem zdaj, če imate vse tako mišljenje o svojih starših, pol je skoraj siguren, da ste bili v otroštvu eno tistih otrok, ki je prosil za pomoč, tako kot sem prej razlagal. Pa je ni prejel, ne zato, ker recimo mu ne bi jo hotel dati, ne. Ampak ker enostavno ženska pa tudi moški, če je kronično zakrčen, pa sploh ne ve, da je, ne. Se to je največ problem teh stanj, senzorno-motorne amnezije, utajenosti pa iluzije, da sploh nimaš občutka, da jo imaš, dokler ne postane tako močna, da povzroči kronične bolečine pa bolezni, da enostavno starši ali pa so hišo zidali takrat, pa
pa krediti so bili, pa ni bilo pralnega praha za kupiti, pa kave, pa ne vem česa, in so bili živčni, ali pa je bila tranzicija, pa so bili tehnološki viški, in kje se boš ti takrat ukvarjal, kaj otroku manjka. In zdaj, ko recimo tak otrok odraste, ima noter vseb v podzavestnih delih živčnega sistema, da je normalno, da mu starši ne morejo pomagati, ker ima tako izkušnjo. In pol noče niti povedati, kako pa kaj. Ne? Kaj pa druga še recimo zelo velikrat vidim, kot delam, je pa to, da v bistvu starši hočejo pomoč od otrok. Sprav imaš odraslega sina, odraslo hčer in ga kličeš 2-krat, 3-krat na teden, pa mu razlagaš, kak je foter, pa kaka je mama, pa kaj je to bilo, pa bilo. In on te posluša, pa pač to vpija, in niti ne sme povedati, kak se pa on počuti, ker recimo starša to realno niti ne zanima, ker ima že tako svojih problemov dosti. Namen AIQ je glih to, da skozi učenje pristopa oseba skozi vaje v bistvu ugotovi, kako popačeno čuti samo sebe. In bolj ko ugotovi med vajam, kako popačeno čuti samo sebe, bolj sprejme tezo, da očitno nekaj ni v redu. Ker zdaj kronične bolečine, bolezni pa stanja so pa posledica dlje časa trajajočega neučinkovitega vedenja in nezmožnosti reševanja problemov. Ker zdaj oseba, če vzamemo samo kronične bolečine, če je nekdo v kroničnih bolečinah, pomeni, da ima višjo notranjo napetost, ki jo skozi bolečino porablja, in ta bolečina ga v bistvu ne bi vodila, da ugotovi, da stvari dela kronično narobe. In pa bi mogel spremeniti pristop, spremeniti pogled, spremeniti vedenje, da bi začel več problemov urejevati, kot jih pa naredi. In pa posledično manj, ko bi imel neurejenih problemov, bolj bi lahko bil sproščen. In bolj, ko si sproščen, manj te boli, ker sproščena mišica ne more boleti. Dokaj pa pridemo recimo tudi do tistega, ki si prej razlagala o napetih trebušnih mišicah pri ženski, ker če ženska mora reševati veliko ali pa zelo veliko problemov, potem ne more uporabljati desno hemisfero, ker desna hemisfera, če je preobremenjena, se ugasne. Pri ženski še prej, kot pri moškem. In zdaj, če recimo je v takem odnosu, da ne more računati na primerno sodelovanje obeh v paru, moškega in ženske, da moški primarno uporablja moč, ker je boljši v uporabi moči, ženska pa primarno uporablja čustva, ker je boljša v uporabi čustev, pa dobimo v bistvu funkcionalen par, ki oba uporabljata tisto, v čemer sta močna, ker rečejo ženskam, da so šibkejši spol. Po AIQ-ju je ženska šibkejši spol na področju telesne moči, moški je pa šibkejši spol na področju uporabe čustev. In obratno, super moč pa to. Zdaj, če se oba zavedata, kje sta zaradi biološke strukture, kot telesa, kot živčnega sistema, funkcije delovanja možganov, recimo tega, da ženska ima biološko močnejšo povezavo med trebušno votlino pa desno možgansko polovico zaradi nosečnosti in vsega ostalega kot moški, da mora že, da je mogla ženska v 100 letih ali pa 100 000 letih drugače razmišljati, ker je rojevala otroke nekaj, kar recimo moški nikoli ni, je mogli priti do specializacije in spremembe strukture. In zdaj, če recimo ona je pod prevelikim bremenom, da ima preveliko stvari za nadzirati, da mora opazovati preveč stvari, da se ji dogaja preveč sprememb, da se ji dogaja prevelik presenečenj. Ker ženski možgan je na nek nenapovedan iznenaden dogodek, ko reagirajo drugače kot moški možgani. In zdaj, če ženska živi v takem okolju, da more poskrbeti za vse, kot recimo samohranilka in podobno, potem je pritisk, ki ga nosi, premočan, in če hoče ta pritisk, zunanji pritisk, to breme nositi, mora dvigniti notranji pritisk. In pa seveda mora imeti močnejše trebušne mišice, kot pa ženska, ki je pod manjšim bremenom, ki živi bolj umirjeno, kjer so stvari bolj take
predvidljive. Ne? Moškemu pusti pa, da se ukvarja z nepredvidljivimi stvarmi in tam recimo pride do tega, da je trebušna mišica ali pa mišice sprednjega dela telesa, da so manj napete in taka ženska ima pa bistveno močnejši občutek za okolje. Kako se otrok počuti, kako se mož počuti, kako se brat, sestra, mama, oče, sosed, soseda, pes, kdorkoli. In pol skozi te občutke, ki jih dobi, skozi sprednjo stran telesa, pa obdela skozi desno hemisfero, dobi dovolj jasen občutek, kakšen je gost, v katerem je. In pol lažje usmerja ali pa svetuje ali pa napeljuje tudi druge, kaj naj naredijo, da bi stvari izboljšali. Ne? In zdaj, če pa recimo ima tako močno napetost, pa tako zakrčen trebuh, seveda je pa pol problem ta, da ima od spredaj močno klep. Ne? Zdaj, če se predstavljaš, zakaj bi ženska sploh rabila ali pa morala imeti od spredaj močno klep, ker kdo bi mogel biti pred žensko, da jo varuje pred okolico. Ne? Moški. Ker moški ima pa drugačne trebušne mišice, tudi strukturno so veliko bolj povezane, ne more priti do diastaze, lahko pride do pruha, sem da se svet malo drugače. Zdaj, če pred njo ni moškega telesa, ki je strukturno prilagojen, da ščiti družino, ne? In ima drugačno, debelejše mišice imamo veliko močnejši zgornji del telesa, recimo moški ima moč v zgornjem delu telesa, mislim, da 160% više od ženske, ne? Ker je pač njegova funkcija bila ta in zdaj, če je on žensko lahko zaščitil, je ona lahko bila za njim in imela bolj sproščen trebuh, ker kam pa recimo tvoj sin pride, ko rab pomiritev, te pride od odzadaj k tebi, pa se te od odzadaj objame ali pride vedno spredaj in se hoče na tvojih prsih ali pa na tvojem trebuhu in kaj da takrat otrok visoko napetost iz svoje notranjosti da ven v mamo, samo če pa mama napeta, pa trda, ne, zaradi objektivnih razlogov, ker ima tako življenje, potem pa otrok v bistvu pride do tega, tako kot sem jaz pri moji mami bil, ki je bila samohranilka in je bila preobremenjena, napeta in pa sem jaz njo sproščal, ko je ona prišla domov iz službe, ne da bi bilo obratno. Ne. In pa je seveda to napačna uporaba, napačna funkcija, rekla otroka. In zaradi te napačne funkcije otroka pride pa tudi neminovno do spremembe njegove strukture. In ena od teh sprememb je pa tudi, da ne more recimo dihati skozi nos, pa se mu pa spremeni obraz, pa ima ožjo čeljust, pa ima daljšo, bolj podolgovat obraz, pa ima sinuse manjše, pa ima nos manjši, pa ima luknje manjše, pa se mu noter pa non-stop ima recimo je nahoden, pa sinusi se mu štopajo, pa je treba žrelnico zdraviti ali pa mandeljne. Težave so pa z zobovjem, mislim, cel kup verjetnost, da bo imel očala, je bistveno večja zaradi tega, ker ima zaradi te kronične napetosti, ki je razlog tudi zato, da diha skozi usta, ima tudi recimo mišice okrog oči drugače napete in potem te mišice spremenijo obliko očesa, da ni več okrogla, ne, zaradi tega pa je treba dati korekcije. Danes imate pač tako pandemijo očal pri majhnih otrocih, zato ker enostavno po IQ-ju ne morejo več gledati, kaj se dogaja v družinah, v kateri živijo. In je hudo. Hudo, zelo hudo. Namen ni tega podcasta, da zdaj zamorimo, tako kot si rekla. Sam point je, da če hoče ljudje po novem letu... Zakaj ne bi postavilo ogledalo vsem nam? Saj to je... Ja, ampak namen je, da dobra popotnica. Recimo po novem letu lahko rečejo, ok, da se to urediti, prav, tako kot sem že prej razlagal, z senzorno-motorno zvajami zmanjšujejo senzorno-motorno amnezijo, pa drugače povedo, da bo tako, AIQ-vaje ima namen, da povečajo vpliv telesa na zavest in povečajo vpliv zavesti na telo. In pol pa... To so fizične vaje, to je kot neko raztegovanje. Ni raztegovanje, ne sme biti, to pa ni prav. To so vaje, kjer v bistvu IQ učitelj vodi vajo na tak način, da je tisti, ki vaje izvaja, spodbujan ali pa da more bistveno bolj se osredotočiti na to, kaj dela, kako tisto, kar sliši, dejansko pol telesno izvede
in da je nadpovprečno pozoren na to, kako se telo odzove na to, ali si ti, recimo, ko si dvignil, ko ležiš na tleh, pa učitelj reče, da počasi dvigneš, recimo, stegneno desno nogo par centimetrov v zrak, ali ti dejansko se zavedaš oziroma v zavesti čutiš, da imaš recimo mišice sprednjega dela desne noge drugače napete kot zadnje mišice desne noge. Zdaj, na začetku, ko recimo nekdo se loti tega, pa se pri učitelju učitev, dostikrat sploh ne čutijo nič v desni nogi, ne kaj napet, ne da sploh kaj napet, ali pa če že dobro je že to, da sploh čuti, da ima desno nogo bolj napeto kot levo, ali pa da začuti, da je kljub temu, da mu ne bi bilo treba napet, recimo premakniti ali pa napet nič druga v telesu, kot sprednji del desne noge, da opazi, da je, ko je počasi dvigoval desno nogo v zrak, da je napel levo roko. Ali pa da je stisnil čeljust, ali pa da mu je začel v levem ali pa desnem ušesu piskati, ali podobne stvari, ali pa da je ramo premaknil. In na osnovi teh vaj potem pri učenju, ker AIQ se uči samo živo. Moraš imeti stik z drugo osebo, ki ti pomaga razumeti, kaj delaš, pa te sprašuje stvari, da ko vidi, recimo učitelj vidi, ko te gleda, kako delaš vajo, da si recimo napela levo roko, ne, ti tega sploh opaziš, ne, zaradi senzorne amnezije, in pa te on reče, čutiš, dajte preveriti, če ste napeli še kaj druga v telesu, razen desne noge, in pol ti ugotoviš, recimo, ne vsakič, ampak enkrat prej slej ugotoviš, da tudi levo roko napneš, in zdaj pa odvisno od tega, kjer je stopnja učitelja tela, da pa še kakšna pod vprašanja, kak je bil tvoj odnos z očetom, recimo, zakaj glih levo roko napneš, kot napneš desno nogo, in pa prideš lahko tukaj zelo globok. In pa so ljudje šokirani, ko recimo delajo, ne vem, z učiteljem 4. stopnje ali pa tako, da mu lahko učitelj na podlagi tega, kako, ne vem, izvede en tak gib ali pa več takih gibov, pove ali pa da, kaj se dogaja, ali pa ga vpraša, je bilo kaj taga, pa taga, pa rečeš, ja, je bilo, točno to je bilo, koliko veste to, ne. In pa iz teh izvaj potem lahko dojamejo, da imajo v sebi cel kup recimo takih nekih potlačenih, popačenih vedenj, in pa vedno bolj skozi razlago, ki je sestavni del učenja, razumejo, da njihovo vedenje v sedanjosti temelji na odnosih v preteklosti in da potem to, kako se vedemo v sedanjosti, definira prihodnost. Zdaj, če hočeš spremeniti prihodnost, da moraš spreminjati sedanjost na osnovi izkušenj iz preteklosti in sprememb v senzorno ali v živčno-mišičnem sistemu. To je v bistvu namen AIQ-ja kot taga. Lahko s to metodo spremenimo pač neko našo preteklo zgodbo, da ne vpliva, da nima več tolikšnega vpliva na naše psihofizično kondicijo, zdravje, elan, mirnost in kar čustvovanje, oziroma ali lahko, ker vsak ima neko zgodbo, krivi, ne krivi, kakorkoli živ, ustvarjalci, ne ustvarjalci, ni pomembno. Ali lahko tudi to psihološko odpornost, fizično odpornost tem nekako spodbudimo? Seveda, pač postajamo učinkoviti v drugih vedenjskih obrazcih kot prej. Zdaj, če so nas določeni, ker ne pomeni, da zdaj pravi, ko greste spreminjati vse. Se pravi, ne posegate, ne spreminjate vseh vzorcev, ki jih imate v podzavestnem delu možganov ali pa v srednjih možganih, kako se vaš avtonomen živčni sistem odzove na recimo na brata, na sestro, na očeta, na mamo, na psa, na pač te stvari, ampak skozi učenje počasi odkrivate, kaj v vašem recimo operacijskem sistemu bi bilo treba spremeniti, nadgraditi, nadomestiti, izločiti, in potem z dvigovanjem čustvene zrelosti, ki je osnova učenja AIQ metode, vi v bistvu povečujete sposobnost, da vaš racionalni del vpliva na iracionalni del, se pravi, da zavest bolj vpliva na telo, in potem lahko z močnejšim vplivom zavesti na telo lahko
spremenite svoje vedenje v določenih okoliščinah in s tem postopoma odpravite kronični vzorc. Sprav, da ko greste za božič domov, recimo, je pri višji čustveni zrelosti pride do tega, da vas je manj strah, da bojo videli, kaj se dogaja z vami. Pa seveda, više, ko imate to čustveno zrelost, manjša je verjetnost, da boste rabili sploh karkoli skrivati. Pa tudi ljudje, seveda okolica, sploh recimo starši ali pa sorojenci, začutijo, da ste drugačni, da ste bolj odrasli, da manj obsojate, da manj ste nevoščljivi, in se potem taki recimo božični prazniki ali pa velike noči postajajo vedno manj farsa, ampak se v bistvu že pred prazniki stvari začnejo urejati pa spreminjati na boljše, zato da pa dejansko gre tam praznovati uspešne rezultate. Ker namen praznikov je pač bil, da praznujemo, da smo preživeli določeno obdobje v življenju ali pa da smo določen letni čas dali skozi ali pa da smo določeno delo koline, trgatov, žetev upravili dobro. Ne. Ja. In na tak način lahko spreminjamo te, se pravi, z uporabo kreativnosti, ki jo ima zavestno voljo, vplivamo na kroničnost tam, kjer to ni dobro. Ne. Aleš Ernst, avtor znamenite metode AIQ, ki je nastala pravzaprav na temelju Thomasa Klinične somatike, Thomasa Hana, klinične somatike. Ali ponujaš svojim strankam, vsem nam, lahko tudi v končni fazi, odgovor na vprašanje, zakaj je v tem trenutku v tovrstnih okoliščinah toliko izgorelosti, depresije, panike, paničnih napadov, anksioznosti? Ja, sem že prej povedal. V bistvu je, vse spet gre verjetno ne bo glih dobro slišati. Kar povej, straight ahead. Primanjkuje vpliv desne hemisfere, primanjkuje vpliv ženske. Ženski vpliv je tisti, ki pomirja. Ženski vpliv je tisti, ki naredi korak nazaj, pa reče, daj še malo preštudiraj, daj premisli, če je to v redu, daj kaj pa pogruntov na to. Seveda je zdaj tukaj spet to ravnovesje ali pa kontrast med moškim in ženskim. Ne. Moški je skozi rine naprej, sprav, lahko rečemo, da je podoben stopalki za plin pri avtu. Ja. Ženska je pa tista, ki je bolj konzervativna, previdna, obzirna, taka preudarna, ne, in deluje pa kot zavora. Zdaj, ko vozimo avto, moramo znati kombinirati eno in drugo. Če samo plin uporabljamo, pa ne znamo recimo zavore, ne bomo se dolg. Ne. Zdaj, današnji svet je v bistvu, če to prispodobo vzamem tak, da noben več ne kontrolira zavore. Ja. In ženske, ki so morale ali pa so želele iti v kariero ali pa delajo v službah, kjer so zelo obremenjene, pogosto veliko bolj kot moški. Imajo pa telo, ki ni narejeno za take obremenitve kot moško, ampak se v bistvu tretira, da lahko dela enake stvari, čeprav ima različno telo. Pride potem do tega, da se toliko dvigne mišičen tonus, pa da je ženska toliko pogosto v močnem simpatičnem stanju, da potem njena desna hemisfera v bistvu ne funkcionira dobro. Ker simpatično stanje je pa tisto, da takrat boriš se ali bežiš, da takrat desna hemisfera več nima take funkcije, da opozori na nevarnost, še da se izogneš nevarnosti, da se ti ni treba boriti ali pa bežati. Ampak takrat je že prepozno, takrat, ko si napaden, ko si pod velikim pritiskom, takrat mora leva hemisfera najti rešitev, pa bomo pa spet razmišljali dolgoročno, pa tako. Ne? In zdaj, če so ženske v kroničnem simpatičnem stanju, pa njihova funkcija, da znajo pomiriti ali pa da znajo razporediti, ne? Ker glavna kvaliteta ženske kot take, pa desne hemisfere, ki jo ona primarno uporablja, je, da je znala razporediti dobrine in čas. Ker je mogla razmišljati
Sama veš, koliko moški delimo stvari. Ker problem leve hemisfere je, da leva hemisfera v bistvu se osredotoči na eno stvar in vse ostalo pozabi, odreže. In zdaj, če se ti osredotoči samo na en del celote, kako boš ti znal 100% razdeliti pravično ali pa primerno. Desna hemisfera pa gleda 100%, ne vidi jih toliko natančno, kot leva tiste 3%, ampak če imaš ti dostop in realno se zavedaš, kaj je 100%, lahko ti pa razporediš delo, čas, ki ga imaš na voljo, denar, ki ga imaš, koliko imate kruha, koliko imate tega. In ta sposobnost razporejanja časa in energije, ki je ženska glavna kvaliteta in bazira na njeni biološki strukturi, je tista, ki vedno primanjkuje tistim, ki so v izgorelosti, kronični utrujenosti, ker ne znajo nehati. Ne znajo reči, to je pa preveč in to tako se vede. Tisti, ki sam na gas pritiska bremzo, pa ne. In pol pride do tega, da prej slej bo priletel na en ovink, ki ga ne bo spelo in takrat gre ven iz tiri in takrat reče, no to je pa zdaj izgorel in pa se mora pa čistiti v depresijo delovanja, se čisto umiriti, traja 3, 4, 5, 6 mesecev ali pa včasih tudi več let. In seveda, če se ne odkrije, zakaj je dejansko izgorel, zaradi pomanjkanja vpliva desne hemisfere, njegove desne hemisfere in seveda tudi partnerke, ki jo bi moral imeti, da bi ga uravnotežila, ona primarno funkcionirala po ženskem, on pa po moškem. In če imate recimo, ker to je en od zelo nekaj, ker če bi sem šli gledati, kakšno ima ženska biološko strukturo telesa, koliko ima prilagojen živčen sistem, tako ta star, interoceptičen, kot ta novejši proprioceptičen, se ženski ne bi smeli nikoli zgoditi, da toliko ne čuti sebe, da lahko sploh pride v izgorelost. Ker ima njeno telo je tak vrhunski inštrument ali pa senzor, ki lahko zaznava, ker problem desne hemisfere je, ali pa posebnost desne hemisfere je ta, da je veliko bolj povezana s spomini, dolgoročnimi spomini in ker gleda celoto, lahko veliko dlje vidi v prihodnost. In potem ženska, nekdo, ki dlje vidi v prihodnosti, verjetnost, da bo delal kronično napako, manjša. In seveda, če so pa ženske že take, da so v izgorelosti, kdo pa moške sploh še ustavljen, nobeden, ne? In zato je toliko tega. A lahko nam postrežeš eno tako priročno rešitev? Vem, da za vse te stvari pač je potreben čas, veliko pozornosti, predanosti, da se človek recimo loti obravnave pri tebi. To ni rešitev, če ni instant kar tako čez noč. Ne daje nikoli. Ne daje. Mislim, ne more, ker namen AIQ je, da spremeni delovanje senzorno-motornega senzorno-motorne povratne zanke, pa živčno-mišičnega sistema. In predvsem, da se zavestna sprememba strukture zavesti prenese tudi v postopno spremembo strukture v podzavestnem delu možganov, ker nam daje drugačne podzavestne odvisne vzorce. In to traja mesece, ampak vseeno te bom prosila za eno tako priročno rešitev, pa te bom kar vprašala, ali je mogoče, ko je vsega preveč, ko ljudje občutimo te tenzije, pritiske, utrujenost, ali se uležemo, meditiramo, dihamo zavestno, si damo glasbo, plešemo, pojemo, sprehod. To so kratkoročne rešitve, ki so bolj podobne v bližu. Seveda pač tudi to je nekaj, sam problem nastane, mislim, če kratkoročno ali pa nek tak instant na svet, bi bil, da naj ljudje sprejmejo, da se nič ne zgodi slučajno. Ampak vse, kar se ti zgodi z določenim razlogom, iz enostavne dejstva, da vse, kar se dogaja na tem svetu,
temelji na fizikalnih zakonih. Ker če se ne bi, pol se jaz ne bi upal pripeljati z avtom zdaj v Ljubljano, ker če bi bilo to, da bo avto se držal ceste ali pa v desnem ovinku šel v desno ali pa ne, da bi bilo to random, pač enkrat bi, drugič ne bi, da bi slučajno pač. Pol ne bi se noben vozil z avtomobili. Torej, vse, kar se dogaja, temelji na teh osnovnih zakonih, prvih 3 Newtonovih zakonih, simple. In zdaj, ko enkrat sprejmeš dejstvo, da vse to, kar se zgodi tebi, tvojim partnerju, partnerki, otroku, ni slučajno, ampak da je to posledica skupnega delovanja tebe v sedanjosti in tega, kar se je dogajalo v preteklosti, potem prideš do, ajmo reči, instant spoznanja, da bi moral nekaj spremeniti, če nočeš, da to ostane tako še v prihodnosti. Od tukaj naprej pa ni več instant pa hitrih rešitev, ker enostavno, če hočete živčen sistem spremeniti, je treba biti vztrajen, pa treba je v bistvu dvigovati čustveno zrelost, da se lahko, ker edino z višjo čustveno zrelostjo, zdaj, kaj je čustvena zrelost po IQ-ju, da to vejo. Po IQ-ju je višja čustvena zrelost pomeni, da pri močnejšem čustvu, ki ga imaš v sebi ali pa ga dobiš v sebe, ohraniš zavesten nadzor in vpliv. Zdaj, višjo, ko ima nekdo čustveno zrelost, bolj bo preprečil iracionalno ali pa spontano nekontrolirano reakcijo. Ki tudi na človeka, ki to izvaja, vpliva. Pa recimo imel bo manjše težave z nepravilnim poimenovanjem čustev ali pa čustvenih stanj, v katerih je. Se pravi, ker recimo tipično je, da ženska recimo, ali pa moški je skozi prestrašen ali pa ima občutek, da ga je strah, ne more pa zdefinirati, česa točno ga je strah. In pa v bistvu, ko skozi IQ grejo v bolj točno določanje, kako se počuti, pa zakaj, vidi, da ga je recimo lahko strah stvari, ki se je bal, ko je bil star 5 let. Zdaj je star pa 45 in ima čisto drugačno telo, čisto drugačen besedni zaklad, drugačno zavest, ampak podzavestno pa tako kot takrat v določenem okolju. In pol, ko to razume, ko vidi, da ni slučajno, da ima odpor do tega in tega, ali pa da je pretirano nagen v to in to, ko sprejme tisto, nič ni slučajno, gre lahko v postopno, počasno spreminjanje sebe. In na ta način lahko počasi potem spremeni tudi podzavestno strukturo nevronskih mrež in dobi pol drugačno reakcijo v istem okolju. In pol naslednji božič, ko pride domov, je čist drugačno vzdušje in so tudi ljudje na njega, ker ima on tudi čustva druge stopnje drugačna, ima manj zamir, ima manj očitkov noter, manj skriva, manj mu gre na živce brat ali pa sestra ali pa teta ali pa oče ali pa mama, je potem celotno vzdušje v družini ali pa te, ki se srečajo, boljše. Čeprav je treba povedati tudi to, da lahko pa skozi zmanjševanje senzorne amnezije in višanje čustvene zrelosti spozna tudi to, da se določeni ljudje nočejo spremeniti in pol more pa jih v bistvu dati odmakniti oziroma zmanjšati negativni vpliv teh ljudi na svoje življenje, če hoče zaščititi sebe, partnerja, pa otroke. Ja. Zanimivo, torej spreminjamo sebe in spreminjamo na nek način svet. Veš, Aleš, toliko enih izhodišč sem si pripravila za najin pogovor. Spremljam te takole po različnih podcastih, intervjujih in tako naprej. Jaz upam, da bodo najini poslušalci in gledalci začutili esenco ali ta naboj tvoje metode, IQ metode, in da se bodo odločili spreminjati sebe na bolje. Ampak moram pa vendarle biti iskrena in poštena, to skušam nekako peljati skozi celotno serijo in povedati, da off the record pogovoru, telefonskem razgovorju, si me kar zadel v srce, namreč v medijski hiši Delo, v tem studiu, se je zvrstilo že res
številni poslovneži, uspešne poslovne ženske, nekako jih občudujemo, kako dobro jim gre v življenju, bom preprosto rekla. Ampak ti si pa meni kar prej kompromisno rekel, da skoraj da gre za obratno sorazmerje, da skoraj da je težko doseči, da si uspešen, sploh za žensko v karieri, da si res uspešna karieristka in tudi, da imaš uspešen zakon. Morda pa sem kaj narobe razumela. Uspešen partnerski odnos. Ne, predvsem je težava v hitrosti spet. Recimo tak poslovni uspeh, ki ga lahko danes nekdo, ki je odločen, pameten, brezkompromisen, doseže v 5 letih, je včasih bilo potrebno 50, 100 let. In ta včas je 100 let nazaj, to ni ne vem kdaj. Tisoče. In če se vprašate, pa povprašamo, kakšno je bilo struktura človeškega telesa 100 let nazaj, pa danes v bistvu ni, malo smo večji, malo smo močnejši, malo smo težji v povprečju, ampak mišično-živčen sistem, senzorno-motorni sistem deluje isto kot takrat, ne? V bistvu slabš danes. Ne? In zdaj je ta hitrost uspeha je pa tako kot vsaka stvar, tudi v proizvodnji. Hitreje, ko nekaj naredite, večja je verjetnost napake. Ali pa bolj mora biti tisti stroj ali pa produkcijska linija, ki zna nekaj hitreje narediti, bolj mora biti sofisticirana, digitalizirana, da se ne zmoti. Težava človeka pa je, da človek je v svojem bistvu analogen sistem, ni digitalen. In zdaj, če vi analogen sistem preobremenite, da greste v preveliko hitrost, je verjetnost napak 100%. In zdaj, če nekdo hoče zelo na hitre uspeti, je verjetnost, da bo naredil napake in da bodo te napake vedno večje, hkrati se bojo pa vedno bolj povečevale, 100%. In pa, kar opažam, je tako, ne, da više, ko ima človek čustveno zrelost, manj na njega vpliva Murphyjev zakon. Nižje, ko ima čustveno zrelost, bolj se napake nabirajo in pa ta Murphyjev zakon useka enkrat. Ne, in zdaj, v bistvu ni take velike razlike, v kakem stanju so uspešno poslovne ženske ali pa poslovni moški. Je pa res to, da generalno gledano, če je ženska pod visokim pritiskom, to na njeno zdravje vpliva dolgoročno slabše. Glavna stvar, ki pa vidim, tako kot delam s poslovnimi ženskami, je pa potem starejše, ko so, bolj ko grejo od 40 leta naprej, bolj jih žre, da nimajo dobrega odnosa z otrokom ali pa nimajo otrok. In pa jim, tam, ko so stare 50 let, jim tisti poslovni uspeh nič več ne pomeni. Ampak v bistvu nadomeščajo z poslovnim, z pretiranim poveličevanjem poslovnega uspeha, poskušajo potlačiti občutek, da jim pa manjka, da niso svojo osnovno, ker če gledamo osnovna značilnost ženske strukture je, da je prilagojena in sposobna, da je mati. Ne? In zdaj če že gledamo čist na ta način, če gledamo, kaj mora biti žensko telo sposobno, da postane mati, mora se deformirati. Ja. Če hočete, sigurno. Sama veš, ko si bila noseča. Jaz sem pridelala 30 dodatnih kilogramov. Madonna. No, recimo, ampak ne govorimo o kila, govorimo o tem, o trebušni mišici. Zagotovo, Zdaj, recimo, deformacija trebušne votline med nosečnostjo je ogromna. In ženska mora biti sposobna, da se to zdeformira, ko je noseča in potem se vrne nazaj. In zdaj, če je taka ženska v stalnem pritisku in mora biti močna in mora prenesti, ona rata trda. In bolj, ko je trda, težje se deformira. Ker funkcija moškega je pa vedno bila, da je bil bolj trd, da je prenesel pritisk in se ni deformiral, samo mi nismo noseči. In mi imamo lahko veliko močnejšo in debelejšo trebušno, moramo imeti močnejšo in debelejšo trebušno mišico, da lahko prenesemo pritisk, pa da se ne deformiramo. Če se pa recimo pod pritiskom deformiraš, potem pa poklekneš, padeš, nisi zanesljiv, ne moramo se zanesti na tebe, ne moramo se opreti na tebe, izneveril si nas. To so vse recimo. In zdaj pri moškem
če je tak, da se lahko na njega zaneseš, da se ne deformira pod pritiskom, je to normalno. Če pa ženska hoče biti taka, mora pa nekaj žrtvovati. In žrtvuje v bistvu to materinstvo, ali pa če že ima otroka, ga ne more zaradi kariere dati dovolj časa in pozornosti otroku, ker osnoven problem od človeka je pa, da ima omejeno količino časa in pozornosti. Druga stvar je pa v tisto, v ko vlagaš čas in pozornost, se razvija. Ja. In zdaj si v problemu, kako zdaj to speljati. Ne? In že od nekdaj so bile recimo te plemkinje aristokracija, so bili, ki so mogli vlagati čas pa pozornost v to, da so politiko, spletke, dvorske, vse te intrige, in so imeli spletične varuhinje, garden dame, kaj so bile. Kakšni so bili pa pol odnosi med mamo pa otrokom, zelo hladni, odtojeni, in zato so pol te otroci, ko so se odrasli v odrasle ljudi, je bila verjetnost, da bojo bili histerični med temi višjimi, če recimo berete Freuda ali pa Junga pa take, so ljudje takrat, te, ki so imeli histerične napade pa podobno, so bili večinoma iz višjih slojev, ne, ker je bila funkcija pomirjajoče mame, je ni bilo. Ne. In tukaj je podobno. In recimo, če ženska je dobro v poslu, kar pomeni, da vlaga v razvoj podjetja, in pol zmanjka časa pa pozornosti, da bo na enak način pomagalo otroku, da se bo razvil v uspešno narekovajih podjetje. Ne moreš pa, tako kot vsak poslovnež ve, da ne more hkrati več podjetij dobro laufati, če je samo on tisti, ki daje čas pa pozornost. Ne. Težava pa je, da če ti lahko najameš nekoga, da je CEO pa ti fura podjetje, ti si lastnik, on je direktor, to je super, če mu seveda zaupaš. Ne. Težava pa je, da ne moreš pa ti najeti CEO-a, da bo od tvojega otroka vzgajal, ker pa bo on imel dober odnos z otrokom, ne pa ti. Pa ko boš ti star 50, bo otrok te gledal, kdo si ti. Kot neznanca. In pa boš pa žalosten, razočaran, in pa ko pridejo tam, pa so stari 60 let, je rekel, jaz bi dal vse, da bi lahko se s sinom usedel, pa da bi, ko bi ga pogledal v oči, da bi videl, da me ima rad. Ne pa, da noče me sploh v oči pogledati, in to pol tako zaboli. In to, kar pač pravi, ko jo delamo, daje možnost, da se to v nekem obdobju spremeni. Seveda je pa, da še na koncu to povem, čustveno zrelost se ne da dvigovati skozi lepe stvari, ampak skozi soočanje z negativnimi, zahtevnimi stvarmi. Večkrat, ko se pa z njimi soočaš, pa ne pobegneš od njih, ampak se jih poskušaš razumeti, pa najdeš sam ali pa s partnerjevo pomočjo rešitev za to, in jo pa dovolj dolgo sprovajaš, da se tvoj podzavestni vzorec spremeni. Potem pride pa čas za tisto, da si vesel, zadovoljen in ponosen na to, da si neko družinsko tradicijo, ki se je pokazala za nedobro, spremenil, in sploh v teh časih, v katerih danes živimo, ko imamo toliko možnosti, da nam pomaga tehnologija. Namen AEQ je, da v bistvu uporabimo digitalno tehnologijo, da mi postanemo bolj analogni. Ker v glavnem je pa problem uspešnih ljudi, ko ga jaz vidim, vsaj te, s katerimi sem delal, pa jih ni bilo malo, da so dejansko digitalni. In ker čustva pa posel pa ne gre skupaj. In zakaj pa čustva pa posel ne gre skupaj? Zato, ker čustva pol naredijo človeka zmotljivega. In isto je z analogno tehnologijo. Ta je zmotljiva, digitalna pa ni. Ne? Zdaj, če jaz uporabim software, robotski sesalec, pralni stroj, ki sam dozira te stvari, uporabljam dejansko digitalno tehnologijo, zato da sem jaz lahko bolj analogen in sem lahko bolj sproščen. Ker problem sproščenosti je pa še eden, ne? Se to ne bova zdaj odpirala, ker pa lahko še 2 ure sva tukaj. Sproščena oseba ne more imeti potlačenih čustev. Razen, če je utrujena ali pa omamljena. In zato je ta, ko si rekla prej, uleže se, pa malo dihaš, pa meditiraš, pa to. Težava je, da bolj, ko se sprostijo, bolj jih to, ko imajo potlačeno,
pa kaj so jim naredili krivico drugi, pa kaj so oni naredili krivico drugim, začne gor točiti in pa pobegneš od tega, ker ti je pretežko in tem rečemo pravi kuju alergija na sproščanje ali pa strah pred sproščenostjo. In točno s tem sva rekla in si obljubila, da bo pravzaprav začela ta podcast, Ja. ker ravno takšni praznični časi nekako ponujajo priložnost za sproščenost, za nedelo, recimo za nehitenje, pa vendarle si ljudje običajno nakopljamo toliko enih aktivnosti, da pridemo še bolj izmučeni nazaj v službo v novem letu, kot pa smo iz starega ušli. Ja, ali se pa z pijačo pa s hrano imamo, da smo kao sproščeni, sam nismo pa dejansko sproščeni, da bi začutili, kako nas nekdo gleda, kako nas nekdo se dotakne, ali nam nekdo čestita tako iskreno, ali imaš dostikrat občutek, da ko ti nekdo vošči novo leto, pa te prime za roko, dobiš tako občutek, kot da si kot da si šel kropiti nekoga. Ja, dejansko. Ko si bolj tak, da čutiš te stvari, je prav smotano, ko vidiš, da Ni. ja, in pa pogledaš človeka, pa ti je jasno, zakaj ima tak občutek, pa se ga niti on sam ne zaveda. Ne? Ampak, kot sem rekel, to se da vse spremeniti v večini primerov, ne v vseh, ker včasih je že prepozno, ampak v večini primerov se pa to da rešiti. Aleš Ernst, zelo sem hvaležna, da si tukaj med nami, ne samo v podkastu, ampak da si v Brežicah in da izvajaš, čeprav vem, da imaš strašno gnečo v svoji ordinaciji, v svojih prostorih, pa vendarle zelo toplo priporočam vsem, ki naj jo poslušajo in gledajo, da malce proučijo tebe in IQ metodo in najdejo tvoj kontakt in se ne obrnejo nate. Najlepša hvala za gostovanje v podkastu. Aleš Ernst, želim tebi in vsem tvojim vse najlepše, srečno novo leto in zelo radosten in prijeten skok v 2024. Prav tako pa želim tudi vam, spoštovani gledalci in poslušalci serije podcastov Supermoč, vse dobro vam želim in upam, da boste tako zvesto spremljali nas in da vam bomo mi pripovedovali dobre zgodbe tudi prihodnje, še dolgo časa. Lepo se imejte, srečno. Hvala lepa. Hvala tebi.